veseljem prediral vašo prvo knjigo. Med resnično televizijo, ki sem jo večkrat prebral, postal nadlesovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino. Z veseljem sem prebral zbornik, v katerem sem se hvalil za Zuri. Dodal pa bi še vaš projekt, podoktorski projekt Politična zgodovina Slovencev v Jugoslaviji med letom 1958 in 1963. Hvala lepa za posebno predstavitev. Torej, jaz sem po teh referatih nekoliko zadredi, namreč glede samega pojma seveda disidentstva, še vedno nekako nismo prišli do tistega, kaj to je. In žal moram ugotoviti, da tudi moj referat na to vprašanje ne bo odgovoril. No, mogoče to skupaj smo še bolj zapletel. Jaz sem si zadala zelo obsežno in kompleksno tematiko, ki jo v 20 minutah seveda ni mogoče predstaviti, zato se bom osredotočila na nekoliko ožjo, a še vedno kompleksno temo, in sicer na delovanje slovenskih krščansko-socialno usmerjenih katoliških intelektualcev, predvsem v 50-ih letih, torej v razmerah, ko so bili odnosi med državo in katoliško cerkvijo tako rekoč na dnu, je bilo delovanje katoliških intelektualcev tako rekoč onemogočeno. To je bilo obdobje, ko je jugoslovanska oblast vodila politiko bojevitega ateizma, katoliška cerkev pod Pijem XII pa politiko nepomirljivosti s komunizmom. V teh razmerah so se seveda katoliški intelektualci odprajale številne dileme, seveda predvsem dileme o njihovem sodelovanju v družbenem življenju, ali slediti vatikanski politiki nepomirljivosti s komunizmom in se tako kot vrh katoliške cerkve v Sloveniji na Hrvaškem zaviti v molk in seveda na ta način nekako izražati nek pasiven odpor do režima, ali pa v oskih gabaritih družbene kritike, če si smem sposoditi kolego Ravšaka, iskati nekakšen modus vivendi. V 50-ih letih so lahko katoliški intelektualci v Sloveniji izven cerkve delovali samo v okviru civilno-metodijskega društva katoliških duhovnikov. Edina, pogojno rečeno, katoliška teološka revija pa je bilo glasilo civilno-metodijskega društva Nova pot. To je bila torej edina revija, v kateri so lahko takrat objavljali katoliški intelektualci, zato bom govorila predvsem o njej. Seveda pa moramo ob tem opozoriti, da to nikakor ne gre za disidentstvo, ampak bolj za poskuse iskanja dialoga in postopnega širjenja ozkih okvirov dovoljene družbene kritike. Preden preidem na to temo, mi dovolite nekaj besed uvoda, v katerem bi orisala odnos komunistične oblasti do religije v nacionalnem obdobju, torej v prvih povojnih letih. V očeh komunistov je bila religija, kot vemo, neznanstvena zabloda in iluzija, ki je povzročila odtujitev človeka, celo pa razredna sovražnica. Odnosi med državo in katoliško cerkvijo sta negativno zaznamovala tudi medvojno ravnanje cerkvenih oblasti na eni strani in nepopustljivost Vatikana do novega družbenega reda v Jugoslaviji. Poleg tega so jugoslovanske oblasti menile, da duhovščina navezana na Vatikan ne premore dovolj patriotizma in da Vatikan služi zgolj italijanskim interesom pri reševanju vprašanja jugoslovansko-italijanske meje. Nacionalna oblast je bila odločena delovanje katoliške cerkve pritisniti za cerkvene zidove. Njeno gospodarsko moč je zamenila z agrarno organizacijo, njeno politično moč izključitijo cerkve od države, njen idejni vpliv pa s ponuditvijo cerkvenih šol, omejevanje veruka
in ukinitvijo vseh katoliških revij in drugega verskega tiska. Začel se je torej proces ateizacije družbe, vera je postala zasebna stvar posameznika in v družbi ni smela imeti nobenega vpliva več. Komunistična oblast je torej v prvih povojnih letih, lahko rečemo kar v prvem povojnem desetletju, obrala pot bojevitega političnega ateizma, kar pomeni enačenje verske pripadnosti s klerikalizmom. Glede odnosa oblasti do duhovščine in vernikov je sprva sicer obstajala nekakšna diferenciacija med tako imenovano relacionarno klerikalno duhovščino in tako imenovanimi naprednimi kristijani, ki so sodelovali v osvobodilni fronti. Ko pa so komunistične oblasti obračunale s svojimi bolj ali manj odkritimi nasprotniki, se je obračun usmeril tudi na potencialno opozicijo. Pod čedalje hujšim pritiskom so se tako znašli tudi krščansko-socialno usmerjeni duhovniki in intelektualci, celo tisti, ki so med vojno sodelovali v odporniškem gibanju, hkrati s tem pa seveda naraščalo tudi njihovo nezadovoljstvo in seveda razočaranje nad komunističnimi oblastmi. O nestrpnem odnosu oblasti do religije se je že leta 1946 skušal pogovoriti z vodilnimi slovenskimi komunisti, takrat najvidnejši katoliški intelektualec, krščanski socialist Edvard Kozbek, ki je do začetka 50 let sicer zasedal pomembne politične položaje, vendar na njih ni imel prav posebne moči. Oktobra 1946 je na sestanku Slovenskega centralnega komiteja Kozbek nastopil, kot se je sam izrazil, v imenu naprednih katoličanov v osvobodilni fronti. Odnos komunistične oblasti do vere je ocenil kot nesprejemljiv in tovariše pozval, naj se že vendar enkrat izjasnijo, ali so proti tako imenovani reakciji znotraj cerkve ali proti religiji cerkve nasploh. Najbolj ga je namreč motilo enačenje vere in klerikalizma, kar je tudi večkrat na tem sestanku ponovil. Omenil pa je tudi željo katoliške inteligence po samostojni religiji. Ta Kozbekova intervencija je seveda izvenela v prazno, vera je bila čedalje bolj na udaru, možnost sodelovanja katoliških intelektualcev pa tako rekoč nikakršna. Ena pomembnih točk spora med katoliško cerkvijo in komunističnimi oblastmi, lahko rečemo tudi med Vatikanom in Jugoslavijo, so bile težnje jugoslovanskih oblasti, da bi nacionalni episkopat ločile od Vatikana in osnovale nekakšno nacionalno cerkev, ki bi jo seveda lažje nadzorovale. In v ta namen so oblasti spodbujale tudi ustanavljanje duhovniških društev, v katerih so seveda bile predvsem sredstvo diferenciacije duhovščin. Cirilno-metodijsko društvo katoliških duhovnikov v Sloveniji, ki sem ga omenila že prej, je bilo ustanovljeno leta 1949. Med njegovimi vidnejšimi člani so bili tudi številni znani intelektualci iz duhovniških vrst, denimo profesor iz Ljubljanske teološke fakultete Stanko Cankar, Janez Janžekovič in Anton Krcenjak, zatem cerkveni zgodovinar Max Miklavčič, pa pisatelja Franc Saleški-Finžgar in Frank Saver Meško, nekdanji partizanski hrvat Jože Lampret, sicer tudi sekretar Verske komisije pri slovenski vladi. Najvišji cerkveni dostojanstvenik, ki je vstopil v civilno-metodijsko društvo in tudi malo iz njega izstopil, pa je bil goriški apostolski administrator Mihael Toroš. V začetku 50 let je bilo v civilno-metodijsko društvo včlanjenih več kot polovica slovenskih duhovnikov, konec tega desetletja pa približno polovica. V programskih dokumentih so se člani civilno-metodijskega društva opredeljevali kot zvesti cerkvi in lojalni domovini, sami sebe so imenovali patriotični duhovniki, torej svoj patriotizem so
zelo poudarjali pa so tudi svojo protiklerikalno usmerjenost, sprejemanje novega družbenega reda in prizadevanja za sporazum med državo in cerkvijo. Vatikan je v duhovniških društvih seveda videl zametke nacionalne cerkve in je proti njim osnovno nastopil tudi z ekskomunikacijami njenih vidnejših članov. Ekskomunikacije sta doleteli prvega predsednika civilno-metodijskega društva Antona Bajta in že prej omenjenega Jožeta Lamberta. Na drugi strani so oblasti spodbujale učlanjevanje v duhovniška društva, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod v Jugoslaviji, z različnimi ugodnostmi, denimo socialnim zavarovanjem za duhovnike, včasih tudi z izpustitvijo iz zapora. Ena od ugodnosti pa je bila tudi možnost izdajanja društvene revije Nova pot. Ta je začela izhajati leta 1949, urejal pa jo je Stanko Cajnkar, kasneje dekan ljubljanske teološke fakultete. Nova pot je na svojih straneh objavljala članke o društvenih aktivnostih, teološka, sociološka in filozofska razmišljanja, literarne in zgodovinske prispevke, razpirala pa je tudi aktualna družbena vprašanja, zlasti tista, ki so se dotikala odnosov med državo in cerkvijo. Pisci teh člankov niso bili samo duhovniki, ampak tudi nekateri drugi intelektualci, denimo Edvard Kozbek ali pa zgodovinar in pravnik Lojze Ude. Leta 1952 je, kot je že prej omenil Aleš v svojem referatu, gonja proti cerkvi in religiji dosegla vrhunec. Takrat je bil dokončno ukinjen verouk v šolah, teološka fakulteta je bila izključena iz Univerze v Ljubljani. Ukinjeni ste bili sicer zelo skromni glasili mariborske in ljubljanske škofije. Lotili pa so se tudi družbe Svetega Mohorja, edine založbe, ki je niso vodili komunisti in je preživela revolucijo. V času te gonje pa se je tudi zgodil tudi znani napad na ljubljanskega škofa Antona Vovka. Konec leta 1952 pa je Jugoslavija prekinila diplomatske odnose z Vatikanom. Hkrati s tem se je odvijal tudi širši obračun s katoliško inteligenco, ki je bil takrat usmerjen predvsem proti krščanskim socialistom. V očeh oblasti je bil namreč krščanski socializem nevaren, ker je s svojimi socialnimi postulati resno konkuriral komunizmu, hkrati pa je ohranjal vez med religijo in ljudstvom. Tako je denimo eden od vodilnih slovenskih politikov Stane Kavčič še leta 1957 ocenjeval krščansko socialistično duhovščino kot politično bolj nevarno od oblastem sicer odkrito nenaklonjenega cerkvenega vrha. Zadnji krščanski socialist na visokem političnem položaju, Edvard Kozbek, je moral leta 1952 odstopiti z vseh funkcij in se umakniti iz javnega življenja. Za celo desetletje mu je bilo onemogočeno tudi objavljanje, vendar je še vedno objavljal v reviji Nova pot, torej v glasilu civilno-metodijskega društva, čeprav popisan s kraticami, največkrat z MM, NN, včasih tudi z EK. Oblasti so pri spodbujanju civilno-metodijskega društva in revije Nova pot seveda imele svoje račune, vendar se ti niso v celoti išli. Pisanje sodelavcev Nove poti je bilo sicer prilagojeno družbeni stvarnosti, v želji, da bi dosegli priznanje strani oblasti, pa so bili članki nemalokrat obrani tudi propagandistično. Vendar so se tu in tam na straneh Nove poti znašli tudi članki, ki niso bili ravno v sozvočju z pričakovanji oblasti. Te so
krogu sodelavcev Nove poti kmalu začele zaznavati zametke opozicije, zlasti v trojici, ki so jo sestavljali profesor filozofije na Ljubljanski teološki fakulteti Janez Ježekovič, dekan teološke fakultete in urednik Nove poti Stanko Cajnkar in seveda Edvard Kocberg. Ti trije so bili v nekem dokumentu označeni celo kot triumvirat v Novi poti, kot zapadnjaško orientirani in kot zanimivo kritiki marksizma-leninizma v pozi marksističnih znanstvenikov. Uprava državne varnosti je omenjeno trojico, vsaj dva od njih, tudi nadzorovala, za Kocberga vemo. Ohranjeni dokumenti pa dokazujejo, da je bil vsak čas nadzorovan tudi Janez Ježekovič. Ježekovič je bil eden najbolj produktivnih sodelavcev Nove poti. Na njenih straneh je objavil številne članke, večinoma s teološko in filozofsko vsebino. V njih je iskal dialog krščanstva in marksizma, stik med obema pa je videl predvsem v etiki, v katerih bi se krščanstvo in marksizem po njegovem prepričanju lahko srečala in tudi sodelovala. Pogosto je v člankih načenjal tudi aktualna vprašanja odnosov med državo in cerkvijo, zavzemal se je za medsebojno spoštovanje, za dialog in sožitje v različnosti, prepričan o torej obojestranski koristnosti sodelovanja, pa je pozival tudi k ureditvi odnosov med državo in cerkvijo, pri čemer je bil kritičen tako do nepopustljivosti državnih oblasti kot do nepopustljivosti cerkve. Za časovne omejitve bom na tem mestu predstavila samo enega od Ježekovičevih člankov, in sicer članek iz leta 1952, torej iz časa te največje gonje proti religiji, z naslovom Izkustvena znanost, svetovni nazor in svoboda vesti. Ko je ta članek izšel, je bila, kot sem že rekla, gonja na vrhuncu. V dnevnem tisku je potekala ostra protiverska in proticrkvena kampanja. Med drugim so članki poiskali tudi k izganjanju vernih učiteljev in učiteljic iz javnih šol. Ker je šel dnevni tisk v svoji protiverski mnenji včasih tudi predaleč, pa so začeli pred negativnimi učinki tega početja svariti celo nekateri bolj razumni glasovi v partiji, na primer Vlado Vodopivec. Najbolj odločno je proti tej goni nastopil Janez Ježekovič, čeprav omenjena članka v Novi poti. V njem je argumentirano in tudi strpno opozoril na krivice, ki so se dogajale vernikom. Ugotavljal je, da je na deklarativni ravni sicer Jugoslaviji svoboda vesti in veroizpovedi zagotovljena, vendar je pot do dejanske uresničitve tega načela še zelo dolga. Zapisal je, da so mnogi marksisti prepričani, da sta dialektični materializem in socializem tako prepletena, da ne more biti dober socialist, kdor ni dober materialist, iz česar bi lahko sklepali, da verniki ne morejo biti državljani socialistične domovine. Opozoril je tudi na protislovnost politike, ki je na eni strani zavračala obtožbe tujine o preganjanju vere v Jugoslaviji, na drugi strani pa je s hujskaškimi članki o odpuščanju učiteljev oziroma učiteljic te obtožbe sama potrjevala. Strinjal se je, da kjer je znanost, tam nima religija kaj iskati, vendar je dodal, da tudi dialektični materializem ne in noben drug svetovni nazor. Kajti vsakem je nekaj ekstrapolacije in vsak prehaja v vero. Zapisal je, laična šola mora učiti znanost, pravo znanost, vso znanost in vse njene pomene, da. Učiti svetovni nazor, ne. Uvesti v šole določen svetovni nazor bi Ježekoviču pomenilo oživiti zloglasno načelo plus regio et religio, ki se je v zgodovini že pokazalo kot
pošastno, zato je temu odločno nasprotoval. Sredi 50-ih let se je gonja proti religiji počasi umirjala in oktobra 1956 je slovenski partijski vrh že ugotavljal, da katoliški intelektualci ne predstavljajo več takšne grožnje kot prej. Hkrati so ugotavljali, da odnos do cerkve ni najboljši, češ, da se v njej pogosto vidi samo sovražnika, ki ga mora preganjati UDV, to je Uprava državne varnosti, čeprav bi, kot so zapisali, s pravilnim prijemom lahko pritegnili del duhovščine in jo vključili v obči socialistični proces. Strinjali so se, da je treba politiko do cerkve in duhovščine umiliti, tudi to je treba izvesti tako, citiram, da bo jasno, da ne gre za nikakršen preokret v naši občini glede položaja cerkve. Pogoji za delovanje katoliške inteligence so se v začetku 60-ih let postopoma izboljšali, s tem pa so se počasi odpirale tudi možnosti za dialog med svetovno-nazorsko različno usmerjenimi intelektualci. Oblast je bojeviti politični ateizem zamenjala s tako imenovanim aktivističnim ateizmom, torej z ustvarjanjem pogojev, ko religija ne bo več družbeno potrebna. Komunisti so bili namreč prepričani, da se religija poraja v pogojih materialne zaostalosti, z odpravljanjem zaostalosti pa bo postopoma, oziroma naj bi postopoma izginila tudi religija. V zadnji program Zveze komunistov Jugoslavije, sprejet leta 1958, so izrecno zapisali, da religije ni mogoče odpraviti z administrativnimi sredstvi, ampak z nenehnim razvijanjem socialističnih družbenih odnosov, širjenjem znanstvenih spoznanj in splošnim stopnjevanjem človeške zavesti, s čimer se likvidirajo materialno-duhovni pogoji za razne zablode in slepine. Čas od začetka 60-ih let naprej lahko že označimo kot obdobje iskanja kompromisov, tako na strani države, kot na strani katoliške cerkve, ki je po drugem Vatikanskem koncilu postopoma stopala, oziroma počasi stopala po poti adžornamenta. Obdobje razmeroma strpnega sobivanja pa je napovedovalo tudi postopno približevanje med Jugoslavijo in Vatikanom na diplomatski ravni. Znamenje nekih novih časov bi lahko bilo tudi množično izhajanje predvojne znanstvene revije Teološke fakultete, Bogoslovni vestnik leta 1965, vendar potem morda v takih drugih prilogih. Hvala lepa.